pameten zeleni prehod. Ključni izzivi, rešitve in ključne besede, ki jih je že Matej poudaril v svojem govoru, bodo danes predstavljene tukaj z gospo Vido in z gospo Ljudmilo. Še prej bi si pa ogledali posnetek Jerneja Vrtovca, ki nam bo povedal nekaj svojih besed, namreč je službeno odsoten, tako da ga bomo spremljali preko videokonference. Evropska unija si je pred leti zadala izjemno ambiciozne, deloma tudi smele načrte v prizadevanjih za razogljičenje Evrope. Seveda smo tudi v Novi Sloveniji absolutno podpirali in še vedno podpiramo zeleni prehod. Potem pa opozarjamo na mnoge stranpoti, ki so se v tem obdobju zgodile. Namreč geostrateška, pa tudi geopolitična situacija v Evropi, pa tudi v svetu, botruje k temu, da tukaj naredimo korake nazaj in da temeljito premislimo, kakšen zeleni prehod si dejansko želimo, kakšen zeleni prehod dejansko Evropska unija zmore. Namreč Evropska unija proizvede le 7% celotnih vseh izpustov CO2 na celotnem planetu. Samo za primerjavo, Kitajska proizvede več kot 30% vseh CO2 izpustov. Tudi če Evropska unija popolnoma izniči ta odstotek, ki 7 torej na nič, ima nas doprinost k boljšemu podnebju, čistejšemu zraku, zelo minoren. Če se hkrati ne bodo na ta vlak priklopile tudi ostale države, svetovne velesile. V Novi Sloveniji absolutno poudarjamo, da je potrebna za to revizija zelenega prehoda. Sprva pa želimo poudariti dvoje. Namreč, zeleni prehod brez nuklearne energije in novih tehnologij, ki so nam na voljo znotraj same nuklearne energije, ta zeleni prehod potem enostavno ni možen. Samo obnovljivi viri energije, ki so nam na voljo, torej sonce, veter, samo obnovljivi viri energije enostavno ne bodo dovolj, da bi bila Evropska unija in tudi Slovenija energetsko neodvisna, samozadostna, da ne bi bili več torej odvisni od uvoza fosilnih energentov. Samo obnovljivi viri energije brez nuklearne energije torej niso možni. Zato v Novi Sloveniji resnično poudarjamo, da z revizijo zelenega prehoda odpremo nazaj vrata znotraj Evropske unije, nazaj vrata nuklearni energiji, novim jedrskim elektrarnam. Če so se v preteklosti, zlasti v Nemčiji, odločili, da bodo jedrske elektrarne zapirali, potem je sedaj čas, da ta trend obrnemo, da spremenimo miselnost. In v Novi Sloveniji zato resnično poudarjamo, da je potrebno speljati vse postopke pri umeščanju v prostor za drugi blok nuklearne elektrarne v Krškem, da je potrebno čim prej izvesti referendum, kajti verjamemo, da je slovensko javno mnenje naklonjeno drugemu bloku v Krškem in da se nenazadnje začne čim prej sama izgradnja drugega bloka v Krškem. Namreč z drugim blokom jedrske elektrarne Krško bo Slovenija dobila to energetsko neodvisnost, samozadostnost, ki jo nujno potrebujemo. Namreč s tem bomo bili manj odvisni od uvoza potrebnih energentov iz tujine, zlasti zemeljskega plina iz Rusije in tudi nemoteno bo funkcioniralo naše gospodarstvo. S tem, če ne napravimo v Evropski uniji revizije zelenega prehoda, enostavno trpi vse. Trpi nenazadnje gospodarstvo, ki plačuje vedno večje zneske za zeleni prehod, trpi kmetijstvo, vidimo danes na račun tega, ker so ta prizadevanja dejansko nemilostna, protestirajo kmetije po vsej Evropi in trpi nenazadnje tudi prebivalstvo, kajti ta zeleni prehod je resnično zelo, zelo drag. Enostavno si ne moremo privoščiti, da bi na vsaki strehi imeli vsi ljudje sončne elektrarne, da bi vsako gospodinjstvo se ogrevalo na električno energijo. Zato absolutno bomo vztrajali še naprej, da se ljudje sami odločajo pri tem, kakšen način ogrevanja bodo imeli doma. Se pravi, tisti, ki ima gozd, naj se ogreva z drvi. Tisti, ki ima dobro razvejano plinsko mreže in ima že danes plinski preklop, naj se ogreva s plinom. Tega tukaj bo šla Nova Slovenija do konca, tudi, kar smo že poudarili v javnosti, tudi do naknadnega zakonodajnega referenduma, da bodo ljudje tisti, ki odločajo, na kakšen način se bodo ogrevali.
Torej, članice in člani Nove Slovenije, Nova Slovenija gre odločno v Evropski parlament, da naredi revizijo zelenega prehoda, da rečemo konec je tem stran potem pri zelenem dogovoru in da enostavno rečemo odpiramo vrata nuklearni energiji v Evropi, kajti ta je čista, brezoglična. In če želimo narediti res potem nekaj dobrega za planet, tudi za naše evropsko gospodarstvo, potem je torej nujno, da in obnovljivi viri energije na eni strani in na drugi strani nuklearna energija z roko v roki gremo torej naprej v teh prizadevanjih. Najlepša hvala. Tako, hvala Jernej, da bi pa kar vabim moji gosti, da se mi pridružita. Hvala. Mogoče še ena zadeva na Mentimeter, lahko napišete vprašanja, ki vas bodo zanimala, pa jih bomo skozi naš pogovor na njih tudi poskušali odgovoriti. Tako da ne bomo na koncu razprave, lahko tudi že med samo razpravo. Tako, bi kar Vida z vami pričeli. Kaj po vašem mnenju pomeni krilatica, bi lahko rekli, zelenega prehoda, ali lahko rečemo celo tako zeleni prehod, da ampak ne za vsako ceno? Ja, Bog da je dober dan še iz mojem imenu. A se slišimo? Se slišimo, ja. Ja, točno tako. Ned si že povedal. Absolutno. Nova Slovenija je za zeleni prehod. Nova Slovenija je tista, ki priznava klimatske spremembe. Vendar, Nova Slovenija je tudi tista, ki je trdno in realno na tleh, na slovenski kmečki zemlji. Nič ne sme biti bolj pomembnega od človeka. Tudi danes najbrž ste se vsi, upam, da že srečali z sadovi dela našega kmeta, ker ste pojedli domači zajtrk. Če ne, ste tukaj okušali domače dobrine. Ja, in pridelali so jih slovenski kmetje. In to, da bi zeleni predpisi in zeleni aktivisti krojili našo usodo, usodo slovenskega in seveda tudi evropskega kmeta, ne moremo dovoliti in ne bomo dovolili. Pravzaprav to je tudi eden od razlogov, zakaj sem kandidatka. Predsednik me je prosil, naj kandidiram, naj se pohvalim, jaz sem najstarejša kandidatka na tej listi. Čutila sem res zelo veliko odgovornost do slovenskega kmeta, zato sem tukaj pred vami in prepričana sem, da me bojo slovenski kmetje volili. Hvala. Da nadaljujem, gospa Ljudmila. Ko govorimo o zelenem prehodu, velikokrat omenjamo časovno komponento, kot naprimer ogljična nevtralnost do 2050, zmanjševanje toplogrednih plinov, se pravi potem konec prodaje avtomobilov na notranje izgorevanje do 2035. Ali menite, da so ti koraki, ki jih delamo že sedaj, dovolj veliki ali zaostajamo za temi zadevami? Lepo pozdravljeni. Zeleni prehod je zelo širok pojem. Po eni strani vse to drži, kar si naštel, vsi ti ukrepi, ki smo jih sprejemali. Po drugi strani pa gre tukaj za vrsto ukrepov. 5 let sem bila članica odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano in smo sprejemali ukrepe za vsa ta področja. Na eni strani vemo tudi, da Evropa močno podpira kmetijstvo, 1/3 proračuna da za podporo kmetijstvu. Po drugi strani pa seveda moramo sprejemati ukrepe za zmanjšanje škode, za podnebne spremembe in tako naprej. Niso pa čisto vsi ukrepi bili najbolj pametni oziroma primerni, še posebej
v času krize oziroma po vsem tem, kar se nam je zgodilo. Zeleni prehod je bil začetna strategija, torej je bila na začetku predstavljena tega 5-letnega obdobja z visokimi cilji. Evropska ljudska stranka je pa tista politična skupina, ki vedno nekoliko bremza in pravi, da je treba postavljati realne cilje, takšne, ki bodo izvedljivi, takšni, ki nam ne bodo škodovali in tako naprej. No in kaj se je potem zgodilo? Pandemija, vojna v Ukrajini, vse to je pa seveda razmere na energetskem trgu zelo poslabšalo. In kar smo poslanci očitali, še posebej iz Evropske ljudske stranke, Evropski komisiji, je to, da je potrebno narediti revizijo in ukrepe prilagoditi na aktualno dogajanje. In zato najprej tudi jedrska energija ni bila mišljena, da bo jo možno tudi uporabljati ali pa subvencionirati kot zeleno energijo, ampak ko se je potem pokazalo, da enostavno nimamo dovolj virov, s katerimi bi proizvajali elektriko, je tudi to postala ena izmed opcij. Jaz moram reči, da osebno nisem srečna z jedrsko energijo, se pa zavedam, da jo nekje energijo moramo dobiti. In Slovenci smo proti tem vetrnicam, karkoli hočemo narediti, nasprotujemo in si bomo pač morali tudi mi sami odgovoriti, kaj pravzaprav hočemo. Ne, in tako kot govorimo grda Evropa, tudi danes sem že večkrat slišala, Evropa nam določa to. Veste, kdo je Evropa? Mi smo Evropa. Na eni strani poslanci, ki zastopamo državljane v Evropskem parlamentu, na drugi strani odločajo naši ministri. To se pravi, skupaj se dogovarjamo, kakšna bo ta Evropa. In Evropa skupaj sprejema odločitve na najvišji ravni, tisti skupni ravni, in to moramo potem prenesti implementirati v slovensko zakonodajo. Ali pa je slovenska vlada tudi to dovolj upoštevala oziroma vse nadaljne ukrepe, ali so bili dovolj pametni ali ne, to je pa drugo vprašanje. Torej po eni strani moramo v novem mandatu narediti spremembo oziroma pogledati, kateri ukrepi učinkujejo, kateri niso še primerni za ta čas, kaj je treba izboljšati in tukaj imam eno celo knjižico zraven, ki jo je izdala Evropska komisija, koliko različnih ukrepov je bilo sprejeti. Ne samo, kako bomo proizvajali, uporabljali čiste vire energije, kako bomo manj energije uporabili. In naša prihodnost se mora tudi skoncentrirati na to, da bomo manj potratni, da bomo oziroma manj hrane vrgli stran, da bomo recimo, in zato so tudi določeni skladi za energetsko obnovo stavb, za nove tehnologije, da bomo porabljali manj energije, za obnovo peči, naprimer, ne? In vse te stvari so tiste, ki nam lahko pri tem prehodu zelo pomagajo. Seveda, z vojno v Ukrajino je nastala energetska kriza, marsikaj se je spremenilo, zato je treba nekatere cilje tudi temu prilagoditi. Pa da ne bomo stala samo pri energiji. A veste, koliko smo sprejeli različnih ukrepov, pametnih, za zmanjšanje izpustov, tako v cestnem prometu, kot v ladijskem prometu, še sama sem bila poročevalka za 2 stvari v EPP-ju, v letalskem prometu. Potem sprejemali smo ukrepe, kako zmanjšati odpadke, kako jih ne bomo več vozili v tretje države, kjer jih bojo vrgli v morje, kjer so vode zdaj onesnažene in dobivamo v obliki mikro in ne vem kakih delcev vse to nazaj in kako to škoduje našemu zdravju. Torej, kako zmanjšati odpadke oblek, ki povzročajo veliko ekološko katastrofo. Kako jo zmanjšati uporabo kemikalij. Seveda, tu je v Sloveniji tudi nastal nek odpor,
da bomo morali zmanjšati škropiva za polovico in tako naprej. Res je, zato ker pri nas so kmete to v preteklosti že zelo zmanjšali in čebelarji pravijo, da praktično ni pomora čebel. V nekaterih državah pa imajo zelo visoko uporabo vsega tega. Torej je treba pogledati tudi lokalno. Ali je slovenska oblast dovolj posvetovala z našimi kmeti, ko smo risali neka območja, to je pa drugo vprašanje. Če gremo nazaj, ko je bila sprejeta Natura 2000, so naši takratni politiki rekli, dajmo čim več, ker bomo dobili več evropskega denarja. Seveda to prinaša tudi določene omejitve. Torej moramo razlikovati med ukrepi, ki smo jih sprejeli, da bi stvari izboljšali, med strategijami in tem, kar je pa vlade posameznih držav naredijo in med razlikami med posameznimi državami. In vse to bomo morali pretresti tako na evropski ravni, kot tudi na državni ravni. Zdaj pa za uvod je malo dosta, ne? Hvala za tale izčrpen odgovor. Mogoče se res vsi ti ukrepi, ki so sprejeti na EU, premalo slišijo. Ne? To je res, se pravi, tudi sam kot strokovnjak bi rekel na nekem cestnem področju, se mi zdi, da premalo dobimo feedbacka nazaj, kaj točno je bilo sprejeto v EU, ampak se samo neki notranji, bi rekel, zakon in podzakonski akti slišijo. No? Tako da to mi mogoče nek poziv oziroma delo tudi za vnaprej. No? Se pravi, da na ta prav način se zadeva skomunicira. Ne? Res je, nekaj je, kar lahko mi poslanci naredimo, nekaj pa tudi, kako mediji poročajo. No, zdaj imamo 2 dopisnika za RTV, ne? In s tem, da od 1. avgusta naprej bo ostal še samo eden. Kaj oni poročajo? Ta glavne stvari, kar so se v komisiji zgodili, kaj so naredili ministri iz Evropskega parlamenta, bolj tiste samo odmevne stvari. Torej, ni dovolj poročanja in potem zgleda, kot da evropski poslanci nič ne delamo. Jaz lahko vam zagotovim, da veliko delamo, morda celo preveč delamo, zato tudi sprejemamo preveč predpisov in ena stvar, ki pa jo je treba tudi izboljšati in spremeniti, in se je tudi Evropska ljudska stranka to zadala, zmanjšati administracijo, da bodo kmetje lahko delali tisto, kar morajo delati, ne pa da se ukvarjajo pol časa z administracijo. To se pa zdaj že vsi strinjamo. Hvala. Ker nas že malo čas priganja, Vida, eno vprašanje z publike. Ali podpirate poleg jedrske tudi izgradnjo hidroelektrarn in če podpirate, ali v tem vidite priložnost za slovensko kmetijstvo? No, jaz bi rada pred tem vprašanjem, podpiram zeleni prehod in tako kot je rekel naš Jernej, ki se na to spozna, moramo se zavedati, koliko imamo katere energije in biti realni. Ampak jaz bi rada rekla tako, da se naši Ljudmili res pozna prvo, da je res poslanka v Evropskem parlamentu in ima od tam izkušnje, drugo pa, da govori tudi o kmetijstvu iz lastnih izkušenj, ker je tudi doma na kmetiji in to je tisto, kar šteje. Da kmetijsko politiko vodijo ljudje, ki jo dobro poznajo. V naši državi v tem trenutku temu ni tako, to moram poudariti, in kmeta lahko v Evropi predstavlja samo tisti, ki najprej dobro pozna in razume slovenskega kmeta in razume razliko med slovenskim kmetijstvom in med globalnim evropskim kmetijstvom, da ne govorim o svetovnem kmetijstvu, o katerem smo danes zdaj slišali. Sama sem bila zdraven, ko smo šli kot država pred 20 leti v Evropsko unijo in največ zakonodaje je bilo treba sprejeti ravno na področju kmetijstva, kajti našo politiko dejansko najbolj regulira Bruselj, zaradi tega, ker tudi zanjo daje največ denarja in ne daje ga zastonj in ne daje ga na pamet. Vendar tisti, ki se ne zaveda, da je slovensko kmetijstvo majhno, butično in neškodljivo za okolje, tisti pač ne more v Bruslju predstavljati slovenskega kmeta. Veste, tisti, ki verjame, da slovenske krave
so nevarne in bojo uničile čisti slovenski zrak in čisto okolje, mu jaz sporočam, naj se zbudi iz sanj. To ni res. Slovenski kmet ne ogroža nikogar. Bo pa ogrožal takrat, ko ne bo pridelal slovenske hrane. Ne samo nas, ampak tudi okolje, to se pravi okolico in našo državo. In zaradi tega je zelo pomembno, ko se pogovarjamo o zelenem prehodu, da se zavedamo, da brez obdelane krajine ni naše lepe države, da pa bo treba kmetom pomagati in jih tudi izobraziti, kako bolj trajnostno kmetovati, da dejansko zmanjšamo uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Kot je rekel že naš predsednik v svojem govoru, in sem zelo ponosna, da je tako visoko postavil kmetijstvo. Hvala, predsednik. Treba bo bruseljski denar, te subvencije pravilno deliti tistim, ki bodo se trudili, da bojo bolj trajnostno kmetovali, tistim bo treba nadomestiti izpad dohodka. Vi morate vedeti, da smo mi 100 let kmeta samo učili, kako mora pridelati čim več. Zdaj, samo mogoče zadnjih 10 let govorimo tudi, kako mora pridelati čim več zdrave in kakovostne hrane. In ta se seveda pridela lahko na takšen ali drugačen način, tudi na eko način, kar sama tudi podpiram. Vendar mora kmet za svoje delo, ko prideluje hrano za nas, ko obdeluje krajino za nas, biti tudi pošteno plačan. In naloga našega predstavnika iz Nove Slovenije bo ravno to, da bo v Bruslju znal povedati, da vsi bruseljski predpisi ne bojo veljali v naši državi, da bo dosegel izjeme, ki jih je možno doseči, če imaš argumente. Je tako, Ljudmila? In da bo s tem zaščitil to naše butično kmetijstvo. In takega predstavnika rabimo. In kdorkoli od nas bo izvoljen, naj že zdaj ve, predsednik, da bom zelo glasna in tečna in vztrajna in bo našega predstavnika na to tudi opozarjala, ko se bojo v Bruslju sprejemali predpisi iz področja kmetijstva. Vida, hvala. Hvala obema, ker sta izčrpno in konkretno pokazala oziroma povedala, kaj bi bilo za izboljšati, tako da hvala. Lahko še samo nekaj dodam. Jože je tako lep uvod naredil. Danes pač je neslavna obletnica napada na Jugoslavijo. Največja vrednota, ki jo gotovo nam najbolj zagotavlja Evropska unija, je pa to, da imamo mir, da se ne tepemo med narodi, hvala Bogu zaenkrat ne, da smo močnejši. Glejte, Evropa je pred globalnimi izzivi oziroma svet je pred globalnimi izzivi in težko se bi vsak posebej borili za boljše življenje, skupaj pa smo močnejši, delamo napake, ni vse zlato. Jaz sem si izmislila eno primerjavo, ker je že predsednik pregovoril o hišah pa ne vem kaj. Poglejte, na vseh vogalih hiše nam potikajo ogenj od zunaj. Mi smo znotraj, pa se kregamo, a smo peč prav zakurili ali nismo, kdo je ni, zakaj je ni. Imamo znotraj izdajalce, ki celo bolj poslušajo une, ko kurijo ob naših hišah. Naša evropska hiša bo trdna, če jo bomo skupaj branili, če se bomo zavedali vseh prednosti, ki jih imamo in se skupaj borili za to, da bo obstala. Ker tisti, ki samo kritizirajo, tisti je ne bojo rešili. Tisti samo rušijo, pa še od zunaj so plačani in spodbojeni. Zato verjemimo v Evropsko unijo. Hvala. Močne besede. Hvala obema.